Danes smo na obisku pri reševalcu po poklicu in prostovoljnemu gasilcu Anžetu Albrehtu, ki je eden tistih, ki se je prvi začel zavzemati za uporabo reševalnega pasu po sistemu. Anže, kako je že pravilno? Pravilo roko. Na levem pasu se umikamo skrajno levo, vsi ostali pasovi pa skrajno desno, kolikor gre pač. Anže, to je prišlo iz osebne izkušnje, ne? Leta 2013 sem se kot prostovoljni gasilec smo se prebijali na mesto prometne nesreče med Lomom in Uncem. Takrat je prišel do zelo dolgega zastoja, zelo hiter in nikamor se nismo mogli več premakniti. 500 metrov smo se že vozili po koloni, potem se je pa vse ostalo. Ni bilo druge kot izstopiti iz vozila in teči pred gasilskim kamionom, seveda v popolni gasilski opremi, 25-30 stopinj Celzija. Tako da na koncu, na kraj nesreče, sva prišla dva gasilca v bistvu že čist izmozgana, utrujena in nisva na kraju naredila čist nič več, kar je najinega dela. Anže, a je reševalni pas optimalna rešitev? Ja, absolutno je optimalna rešitev, ker mislim, da če bi se vsaj 80% voznikov držali tega, da ne bi imeli več težav s prebijanjem na kraj nesreče. Kot reševalec, kaj pomeni, če 10 minut izgubiš v zastoju? 10 minut je življenje ali pa smrt. Tukaj je 1 minuta, ko nam srce ne bije, potrebujemo reanimacijo. Vsaka izgubljena minuta je 10% manj možnosti za preživetje.